Dober dan in dobrodošli. Kaj se z našim telesom zgodi, ko zaspimo med operacijo? Kako anesteziologi poskrbijo za varnost? Kako se odločajo o vrsti anestezije in ali se lahko človek res zbudi med operacijo? Z menoj je izredni profesor dr. Peter Poredoš, anesteziolog z UKC Ljubljana. Dobrodošli, dober dan. Najlepša hvala za vabilo. Z veseljem sodelujem na tovrstnem pogovoru, predstavim naše delo, ki je mogoče pogosto med ljudmi razumljeno kot delo anesteziolog. Se pravi, to je tu, ki me bo zaspal, ne? Ali pa če gleda direktni pomen besede, pomeni anestezis, se pravi brez zavedanja oziroma brez občutka. Kar je v bistvu tako zelo omejena definicija dela, ki ga mi dejansko opravljamo, ki je bistveno širše. Ampak mislim, da bova to itak osvetlila tekom najinega pogovora. Sigurno, jaz se bom pa potrudila, da vas med pogovorom nič ne bo bolelo, tako kot nas ne boli, ko pridemo pod vaše roke. Kaj sploh je anestezija? Kaj je anestezija? To je v bistvu, jaz bi temu rekel, nekako medicinski zdravstveni postopek, ko pacientu omogočimo, da se pri njemu izvede nek drugi postopek, neko zdravljenje. Se pravi, pri njemu, pri pacientu vplivamo na zavest, zavremo zaznavanje bolečine, potem seveda vsa ta zdravila potem vplivajo tudi na dihanje, vplivajo tudi na srce. In še ena stvar, ki jo tudi mi izvedemo, je, da poskrbimo za relaksacijo oziroma za to, da so mišice sproščene, da lahko mi izvedemo naše postopke in tudi kirurg operacijo. Skratka, nekako bi zajel to, se pravi vpliv na zavest, bolečino in pa na sproščanje mišic. Kaj dejansko naredi našim možganom, da se v tistih trenutku izklopijo, da zaspimo, da se ne zavedamo? Zdaj čist 100% mehanizem delovanja zdravil ni čist povsem znan. Kar pa vemo pa je, to ni gumb on-off. Skratka, tukaj mi ne rečemo, da smo pa izklopili možgane, ampak gre za izjemno natančno nadzorovan proces, ko mi znižamo aktivnost določenih možganskih centrov in s tem potem v bistvu nekako zavremo zavest. Tako v splošni populaciji se veliko govori o tem, ja, se vi ne zaspite, se pravi, to vpliva, to je v bistvu spanje. V bistvu ni. To je na nek način z zdravili povzročena zavora zavesti ali pa rečem na nek način nezavest, iz katere v bistvu ne moramo človeka zbuditi v smislu tega, da se ga potem dotikamo, da damo neke držljaje, da ga pokličemo, da se pojavi svetloba in tako naprej. Skratka, gre za znižano aktivnost možganov kot takih. Potem pa seveda izklopimo tudi centre, ki so logični centri, center za razum in absolutno tudi izključimo spomin. Se pravi, da vseh teh dogodkov, ki so se zgodili v tistem času, ko so zdravila delovala, se pacient ne spomni. Se pravi, na več nivojih delujemo na možgane, osnova je pa znižana aktivnost teh centrov. Do te mere, da je to zaznano kot neka nezavest, ravno toliko, kot je treba. Ne želimo si pregloboke. Ja, seveda. Kakšne vrste poznate anestezije? V bistvu mi izvajamo, če rečem tako, zelo eno grobo delitev, se pravi govorimo o splošni anesteziji, h kateri potem mečkano zraven dodajamo sedacijo, ki gre za podobne postopke, ampak precej bolj plitve, bom rekel tako, da ni popolne nezavesti. Potem pa na drugi strani imamo tako imenovano področno anestezijo, kjer so pa tudi zraven postopki, kot poznamo spinalna anestezija, epiduralna anestezija ali analgezija in pa periferni živčni bloki. Potem pa so še vrste anestezije, ki jih izvajajo neanesteziologi, takrat govorimo pa o lokalni anesteziji, se pravi, ko se omrtviči en zelo majhen del telesa in se tam izvede potem nek postopek oziroma poseg. Zakaj je pomembno, da ljudje, ki grejo na operacijo, ne uživajo ne hrane, ne pijače pred operacijo? Tukaj se zdaj koncepti močno spreminjajo. To pomeni, včasih je veljalo, česa se dejansko med anestezijo bojimo. Bojimo se tega, da bi pacient imel poln želodec. In mi, ko damo naša zdravila, zavremo te žrelne reflekse, to pomeni, da v tistem primeru, če bi mi upihnili zrak v želodec, če bi popustila zaklopka na požiralniku, se pravi, bi hrana lahko šla po požiralniku navzgor v usta in se bojimo, da bo ta hrana zašla v pljuča, ker potem sledi polnitje pljuč in, bom rekel, močno poslabšan izhod za tega pacienta. To je tisti del, ki se ga bojimo.
Se pa tukaj koncepti močno spreminjajo. Zakaj? Pacient, ki je predolgo tešč, se pravi, še zmeraj se nam dogaja, da je včasih pacient teč 12 ur, tudi 24 ur se kdaj zgodi. Žal poseg odpade in se ga skuša čim prej uvrstiti na tovrsten poseg. Vsi ti pacienti se jim metabolni procesi v telesu tako spremenijo, da je to potem za sam izhod zdravljenja lahko slabše. In kaj je tisto, kar si mi idealno želimo? Je, da recimo, če govorimo o neki trdni hrani, bi si želeli, da je pacient tešč 6 ur, kar se pa pijače tiče, bi si pa želeli, da uživa neke bistre tekočine, kot temu rečemo, do 2 uri pred posegom. In to zdaj skušamo zmeraj bolj upeljevati, pri otrocih se celo zdaj svetuje uživanje tekočin do 1 uro pred operacijo. In kaj še delamo? Uvajamo energetske napitke za te paciente, če rečem temu tako, v bistvu gre za ogljikohidratne napitke, zato da čim bolj preprečimo, da bi telo šlo v razgradnjo maščobnih kislin, beljakovin in tako dalje. Skratka, da gremo v smer, da obdržimo metabolizem na čim bolj optimalnem nivoju. In zato so zdaj te novi koncepti nekako 6 ur hrana in pa 2 ure bistre tekočine, kolikor se to le da, in uživanje hrane čim prej po anesteziji. S tem je manj slabosti bruhanja, pacienti se bistveno bolj počutijo. Mogoče samo tukaj te smernice navodila mečkeno prilagodimo pri pacientih, pri ki imajo pa že tako počasnjeno delovanje črevesja. To so pa recimo pacienti, ki imajo sladkorno bolezen, alkoholiki, debeli, nosečnice, recimo. To bi bili pa pol tisti, pri katerih bi pa, smo pa malo bolj pozorni, kakšno hrano uživa in koliko pred anestezijo je užival. Zato je zelo pomembno, da se s pacientom pred operacijo natančno pogovorite, da dobite vse te podatke od vsakega. Torej, fino, da ljudje povedo po resnici, po pravici, kaj so jedli, pili, koliko imajo teže, ker od tega je odvisno, koliko mu boste odmerili anestezije. Ja, ta iskrenost in ta zaupnost med pacientom in pa med zdravnikom, v tem primeru anesteziologom, je izjemnega pomena za nas. Se pravi, mi v bistvu pogosto posegamo v zelo intimne sfere. Tudi nekdo, ki prikriva neke svoje navade, razvade. Tako da v bistvu je ta zaupanje izjemnega pomena in je zelo pomembno, da pacient to nam pove, ker to vpliva na naš načrt same anestezije, na načrt tega, kako bomo bolečino obravnavali v tem perioperativnem obdobju in tudi, kaj bomo s pacientom po sami anesteziji. Se pravi, tukaj gre tudi za tiste, ne bom rekel samo paciente, ki bi nam prikrili informacije, ampak recimo tudi paciente, ki so bolj ogroženi pacienti, ki imajo številne pridružene bolezni. Tam je zelo važno, da vemo res vse podatke, da naredimo dober načrt, in da potem, bom rekel, načrtujemo v sklopu tega tudi to, kaj bo s pacientom tudi po posegu oziroma po anesteziji. Ali bo morda potreboval bolj obsežen nadzor v smislu v intenzivni negi, v intenzivni terapiji. Kar bi jaz tukaj rekel je to, da iz tega, kar mi izvemo, iz teh podatkov, lahko potem mi nekako zgradimo neko zaporedje zelo pretehtanih odločitev, ki segajo od tega predoperativnega obdobja, medoperativnega in pooperativnega obdobja. In v tem smislu je za nas daleč najpomembnejše predoperativno obdobje. Kaj to za nas pomeni predoperativno obdobje? Ko mi vse te podatke izvemo, na podlagi teh podatkov, se pravi, mi se s pacientom pogovorimo, ga natančno pregledamo vse izvide, ki jih pacient prinese sabo, oziroma izvide preteklih obravnav, preteklih anestezij. Na podlagi tega potem pa pridobimo še eno izjemno pomembno za nas informacijo. To je, kakšna je funkcijska zmogljivost pacienta. Jaz rad karikiram, da včasih rajš dam na mizo pacienta, ki ima kar nekaj pridruženih bolezni, ki ga lahko tudi ogrožajo, ampak gre vsak dan na Šmarno goro, kakor pacienta, ki je potencialno zdrav, v resnici pa živi na nivoju, jaz temu rečem, dnevna soba kuhna. Se pravi, sploh ne moramo dobro oceniti, koliko je on zmogljiv, kje je njegova kondicija, kako je njegovo telo pripravljeno na stres, ki ga bo čakal med operativnim posegom. In na podlagi teh podatkov, ki jih pridobimo, potem mi ocenimo
tveganje za tega pacienta. Imamo neke vprašalnike, imamo neke aplikacije, programe, ki nam pri tem pomagajo. Ne? In ko mi da govorijo o zapletih, mi se najbolj bojimo recimo srčno-žilnih zapletov, pooperativno okvare ledvic, nekih pljučnih zapletov. Če govorimo o zapletih, kaj za nas kot anesteziologe pomeni pogost zaplet ali pa recimo veliko tveganje, da bo prišlo do nekega zapleta? To je recimo že 5%. Ne? Recimo kategorija 5% ali več pri nas že predstavlja močno povečano tveganje. Ne? Čeprav se včasih za nekoga sliši, se samo 5%, ne? Ni toliko. Za nas je to že kar pomembno tveganje in terja neko dodatno obravnavo in pripravo tega pacienta sploh na anestezijo in na poseg. Zato govorim, to obdobje je vedno bolj pomembno, oziroma vedno več pomena ima pri naši obravnavi pacientov. Kaj gre vse lahko narobe med anestezijo, oziroma dajva biti bolj optimistična, ali gre velikokrat kaj narobe? Upal bi si zdajle trditi, da je anestezija ena najbolj nadzorovanih in najbolj varnih metod v medicini. Jaz jo zelo rad, ker sem sam en velik navdušenec nad letalstvom, jo zelo rad primerjam z letalstvom. Ne? In recimo, če malo sledimo, ne, koliko se je, kam je šla varnost v letalstvu izpred 50 let pa danes, zelo podoben razvoj se je zgodil v anesteziji. Ne? Če je včasih recimo zaradi anestezije, če rečeva 40 let nazaj, umrl 1 na 10 tisoč, govoriva samo zaradi anestezije. Smrt na mizi vidimo, ampak je posledica številnih dejavnikov, tudi kirurškega posega in tako naprej. Tisto, kar je vezano izključno na anestezijo, mi vidimo tam nekje recimo 1 na 500 tisoč, oziroma zdaj se že približujemo številki 1 na milijon. Se pravi, kar se tiče smrti, zelo, zelo, zelo redko. Veliko bolj nevarno je iti čez cesto, se usesti v avto, pa peljati ali pa iti po stopnicah. Tam so verjetnosti, da se vam bo nekaj zgodilo, bistveno večje. Izjemno nadzorovan, izjemno varen postopek oziroma obravnava, ki jo mi izvajamo. Česa se bojimo, kateri so pogosti zapleti, s katerimi se srečamo? Pogosto je slabost in bruhanje. S tem se kar relativno dostikrat srečamo, ampak z ustreznimi metodami, z načrtovanjem in preprečevanjem, tudi tukaj dosegamo zdaj že zelo lepe rezultate. Bojimo se, kot sem že prej omenil, recimo tisti zapleti, ki jih pogosteje vidimo predvsem pri nekih obsežnih posegih, pri dolgotrajnih anestezijah ali pa pri nujnih anestezijah. Se pravi, ko je nek poseg nujen in pacienta ne moramo dobro pripraviti na poseg, ker preprosto nam časa zmanjka. Pri vseh tistih se pa bojimo predvsem nekih srčno-žilnih zapletov, pomeni neke ishemije srčne mišice, se pravi v smislu nekega infarkta, motenj srčnega ritma se bojimo se potem okvar ledvic, ki jih tudi občasno vidimo, in pa vseh vrst okužb, se pravi okužb na nivoju dihalnega sistema ali pa okužbe kirurške rane. Zdaj sem vam naštel tiste ta pogostejše, ki sodijo nekako, ki je težko reči, da si jih pripisujemo samo anesteziji, ampak jih pripisujemo anesteziji v kombinaciji s kirurgijo. Zdaj sama anestezija, sem rekel, slabost in bruhanje, potem kakšne bolečine v žrelu, oziroma to so take, bom rekel, relativno manjše zadeve, če temu tako rečem. Ostali zapleti v smislu kardiovaskularne nestabilnosti, da bi pa prišlo do nekih hudih motenj ritma med samo anestezijo, je možno, ampak to so izjemno redki dogodki. Lahko pride tudi, zato ker ko mi damo anestetik, mogoče bo lažje razumeti, zakaj pride do nekih komplikacij. Se pravi, ko mi damo anestetik, prej sem razložil, mi izključimo možgane do neke mere. Vplivamo tudi na dihanje. Sprav s tem, ko mi izključimo možgane, izključimo tudi center za dihanje. Se pravi, da v bistvu pacient ni več sposoben sam prožiti dihanja in namesto njega diha aparat, ko govorijo o splošni anesteziji. Naslednja stvar, anestetiki povzročajo nekoliko nižjo srčno frekvenco, srce se nekoliko slabše krči, žile se razširijo, pade krvni tlak, in posledično seveda mi moramo ustrezno ukrepati, da preprečimo, ker ravno ta recimo padec tlaka bi lahko povzročil okvaro ledvic, okvaro možganov, tudi motnje spomina v končni fazi, če ne bi mi ustrezno in pravočasno ukrepali. In pa ena stvar je še, ker sem prej rekel, pacient neha dihati, to pomeni, mora dihanje prevzeti aparat.
Dihanje bo aparat prevzel, ko mi ustavimo nek pripomoček, preko katerega bomo mi zrak iz aparata dovajali. Se pravi tubus oziroma temu rečemo ustno-sapnična cevka, ki jo mi ustavljamo. Ne? Se zgodi včasih, da je ta ustavitev zelo težka, zelo zahtevna zaradi anatomije človeka, zato ker je pacient po nekem obsevanju, po nekih operacijah v tem predelu. Ne? Mi smo na te primere pripravljeni. Mi imamo celo ob operacijskih tako imenovan voziček za težko intubacijo, kot temu rečemo. Se pravi, gor imamo vse možne pripomočke, ki obstajajo, zato da to dihalno pot rešimo in zagotovimo. Ker če tega ne bi naredili pravočasno, spet bi sledila tudi v končni fazi tistega, kar se najbolj bojimo, okvara možganov. Ampak kot sem rekel, te dogodki so izjemno redki. Je lahko kdo alergičen na zdravila, ki mu jih date? Gotovo. Absolutno. Alergije so kar pogosta stvar, s katero se srečujemo v naši praksi. Treba je predvsem vedeti, na kaj so te alergije. Se pravi, predvsem anestetiki in analgetiki zelo redko, predvsem so tukaj v spredju mišični relaksansi, antibiotiki, s tem pride veliko ljudi na sam operativni poseg, ki že imajo od prej znano alergijo. Občasno, mogoče tako kot zanimivost, obstajajo alergije recimo na alkohol, obstaja alergija recimo kiwi banana, ki je povezana z alergijo na lateks, ki ga mi uporabljamo, ko si nataknemo rokavice recimo. Skratka, poznamo tiste najpogostejše alergene, s katerimi pa se vendarle kar pogosto srečujemo. Najboljše je, če zato vemo vnaprej, Seveda, ker potem se izognemo in se pripravimo. Druga rokavice gor. Točno to. V primeru pa, da tega ne vemo, pa seveda potem ukrepamo ustrezno. Recimo ena od stvari, ki je tudi mogoče značilna za anestezijo, mi smo zelo vezani na algoritme in pa te tako imenovane checkliste oziroma varnostne kontrolne sezname. Se pravi, pri nas boste v operacijski pogosto najdli algoritme, se pravi alergija, toksičnost lokalnega anestetika, maligna hipertermija, se pravi te številne reakcije, ki jih vidimo, spet so redke, jih pa vidimo in smo na njih dobro pripravljeni. Povejte mi, doktor, ali se lahko med anestezijo zbudiš med operacijo? Odgovor je nažalost ja. Jaz bom rekel to je eden, v bistvu nekako obstajata dva glavna mita v anesteziji ali pa glavna vprašanja ali pa bom rekel neki strahovi, s katerimi pacienti pridejo tudi pred anestezijo do anesteziologa. In eno od teh je, kaj če se ne bom zbudil, ta drugo je pa, kaj če se bom zbudil v sredi. Tako da dejansko s tovrstnimi zadevami se srečujemo. Mogoče malo povem kakšno besedo o tem, zakaj do tega pride in kako to zgleda. Recimo budnost med anestezijo po podatkih iz literature je tam nekje, bom rekel, okrog 1 na 1000-2000 anestezij. Recimo samo to, da mogoče lažje postavimo vse stvari v neko pravo perspektivo. V kliničnem centru v Ljubljani recimo letno naredimo 40.000 anestezij. Se pravi, nekaj budnih ljudi bi mi morali imeti, tako rekoč. Je pa tako, s tem se srečamo zelo redko. Kljub tem številkam, ki sem jih zdaj navedel. Zakaj? Zato, ker se večina ljudi, tudi tisti, ki bi se potencialno zbudili med anestezijo, se tega kasneje ne spomni. Hvala Bogu. Se pravi, te številke so išle, ki pravim 1 na 1000 ali 2000, so išle iz tega, ko se je aktivno iskalo paciente, ki so bili budni. To se je delalo recimo na način, da ko je pacient zaspal, se mu je stalno sugerirala oziroma se mu je na ušesa dajala beseda recimo paradižnik. In posle ga, ko se je zbudil, ko je bil popolnoma buden, vprašal, dajte mi povedati eno besedo na P. In če je prva beseda bila paradižnik, je že obstajala neka verjetnost, da je ta pacient bil v nekoliko bolj plitvi anesteziji. Dejva reči, ni bil verjetno čisto buden, ampak v nekoliko bolj plitvi fazi anestezije. Tako da to je bilo aktivno iskanje. Hočem reči, v realni klinični praksi se srečujemo redko. Zdaj, kdaj se nam to zgodi? Včasih je težko natančno predvideti, točno kakšen odmerek zdravila bo pacient potreboval. V bistvu vsak odmerek zdravila ni recept, ampak je individualno prilagojen na posameznika, ki pride v našo obravnavo. Recimo pri anestetiku, kot je recimo propofol pri nas, se pogovarjamo o odmerkih od 1 mg na kilo
Pa vse tja do, recimo, če boste gledali literaturo, 3 mg na kilo pri otrocih, 6, 7, 8 mg na kilo. Se pravi, mi se zdaj pogovarjamo o razponu, ki je lahko 8-kratni odmerek. Toliko, kako mi prijemo do tega? Z izkušnjami. Enostavno z obravnavo tisočev pacientov teko naše specializacije, s katerimi pol dobimo občutek za ustrezno doziranje zdravila za posameznega pacienta. In ravno zaradi teh različnih, ker se zdravila različno razporejajo po telesu, različno hitro razgrajujejo glede na različne populacije pacientov, ali pa recimo pacienti, ki so na antiepileptični terapiji, ali pa pacienti, ki prekomerno uživajo alkohol, ki prekomerno doma jemljajo opioidne analgetike zaradi bolečin. Pri vseh tistih vemo, da bo razgradnja naših zdravil večja in a priori povečamo odmerke. In sva spet nazaj na tistem iskrenost in zaupnost med zdravnikom in pacientom. Če je ta podatek prikrit, težko predvidimo natančno. Recimo, to bi bila en tak riziko. Potem riziko, recimo, kdo je še bolj nagnjen temu ali pa rabi večje odmerke, recimo anestetiko, kot ena zanimivost. Rdečelasci. Pri rdečelascih je metabolizem recimo anestetikov precej višji, 20-30% večji, kot je pri nerdečelascih. Se pravi, vpliva na to lahko genetika. Potem je tukaj vpliv tudi to, da včasih mi namenoma držimo anestezijo na ravno pravi meji, oziroma pa bom rekel na čisto spodnji meji, ko skušamo zagotoviti, da je ta anestezija za pacienta varna, ampak vendarle dovolj globoka, da bo prestal poseg. Dobimo paciente, ki so izkrvavljeni, ki imajo hudo okužbo, pridejo z nizkim krvnim tlakom. Imamo paciente, recimo nosečnice, ki pridejo v porodnišnico, pa ne želimo dati preveč zdravil, ki bi lahko vplivali potem na otroka, ki se bo porodil. Recimo, to so pol tista področja, kjer se pogosteje srečamo z budnostjo med anestezijo. Se pravi, na določenih področjih, pri določenih populacijah. Kako pa to zgleda? Jaz sem se srečal s pacientko, ki je bila budna med anestezijo in mi je reproducirala, povedala je, kaj se je takrat ekipa pogovarjala, ki je bila v operacijski. Povedala je, da jo je tudi nekoliko bolelo, da je sicer čutila pritisk, kaj so delali, in da jo je nekoliko bolelo. Največ budnosti vidimo v fazi prebujanja na koncu. Se pravi, kakšen pacient nam pove, ja, neki so delali na hrbtu, pritiskali so name ali pa čutil sem ubod. Se pravi, so kakšen šiv zadnji delali ali kaj takega, da se je prehitro poplitvila anestezija. Kaj mi, mogoče eno vprašanje, zakaj mi tega ne zaznamo pravi čas? Zakaj sploh pride do tega? Telo se na eno tako zadevo odzove pozno. Zanimivo. Porast srčne frekvence, porast krvnega tlaka, porast izločanja ogljikovega dioksida sledijo relativno pozno. Ko mi to vidimo, je bil pacient verjetno buden, lahko je samo 20 sekund, pol minute, pa je to za njega budnost. Tudi če je slišal samo 5 besed, je lahko to za njega kar precejšna stresna situacija. Tako da, recimo, to je pozno. Mi vedno pogosteje uporabljamo tudi naprave, monitoringe za merjenje globine anestezije. Se pravi, mi merimo možganske valove in jih analiziramo, ampak spet naprave, ki jih mi uporabljamo, nekako nam podajo informacijo številko kot povprečje neke meritve, ki je povprečje zadnjih 15-20 sekund. Se pravi, spet imamo malo zamika. Prije do nenadnega močnega dražljaja pacient se potencialno zbudi ali pa se mu anestezija poplitvi in to zaznamo pozno. In je bil spet buden lahko samo 10 sekund, pa bo se mogoče tega spomnil. Skratka, skušamo vedno več metod upeljevati, s tem je tudi ta število budnih ali pa pojavnost budnosti se močno znižala. Ne moramo pa reči, da tega ni. Ampak kot sem rekel, če se spomnim iz svoje prakse zadnjih 20 let, sem se srečal mogoče s 3 pacienti, ki so potencialno bili budni med samo anestezijo. Včasih se anesteziologi pohecate pred operacijo, da bi nas razbremenili, in rečete, da nam boste omogočili erotične sanje. Je to mogoče? Nam lahko date, da sanjamo nekaj res božanskega? Nažalost ni 100% zagotovila. Kaj se dogaja?
Kot sem že prej rekel, v bistvu mi nekako možgane aktivno zmanjšamo na minimum, ali pa ne bom rekel, čisto izključimo, ker jih čist ne. Kaj zaznajo možgani? Možgani zaznavajo obdobje do tega, ko je pacient izgubil zavest in od tega, ko se je zavest povrnila. Se pravi, če rečem ura 10:30 pa 12:15, vmes absolutno nič. Kaj mi, oziroma včasih seveda pacienti imajo neke sanje. Kaj to pomeni? Da pacient, kar je sanjal, je zelo verjetno sanjal v fazi zbujanja. Čist na koncu. Mogoče še ena zelo zanimiva stvar. Mi rečemo pacientu, na začetku, ko mu začnemo dajati anestetika, zdaj boste počasi zaspal, ker dajte zapreti oči, pa mu sugeriramo neke lepe občutke, mogoče plažo, morje ali kaj podobnega, in pacient začne govoriti. In mi mu dajemo anestetik in pacient sred stavka zaspi. Ko se pacient zbudi, to sem že nekajkrat doživel, je pacient nadaljeval s tem stavkom. Zanimivo, ja. Kar še dodatno kaže, da gre res izklop možganov v tej točki in nadaljevanje iz te točke naprej. Kaj pa še nekateri anestetiki naredijo? Treba je vedeti, jaz temu včasih rečem, da anestetik aktivira center za nagrajevanje. Karkoli pacient ima v tem centru noter. Jaz zelo rad sugeriram pacientom, kaj naj sanjajo med anestezijo. Se pravi, vprašam jih, s čim se ukvarjajo, kaj jim veliko pomeni, kakšne so njihove želje, hrepenenja in podobno. In potem jim skušam to sugerirati, ko jim dajem anestetik. In se zgodi, redko, ker večina pacientov se sanj ne spomni, se zgodi, da res to stvar sanjajo. Imel sem 14-letnika, ki je treniral tenis, pa mi je na koncu rekel, jaz sem premagal. Da ne rečem, recimo, odvisno kaj komu kaj pomeni. Recimo, Imel sem starejšega gospoda Gobarja, ki je najdel Jurčka premera pol metrov. Skratka, hočem reči, nekaj stvari nekaj se da sugerirati in bom rekel tako, nekaj tisto, kar ima res človek noter skrito, lahko pride na dan. Se pa včasih žal zgodi, da niso zmeraj samo prijetne. Razumem. Včasih se pacient zbudi in joka. Največkrat bo povedal, ne vem, zakaj jokam. Ja. Ampak je nekaj se zgodilo, da ga je... Nekaj se je zgodilo, Recimo, povedal mi je gospod, kako je doživel vojno v Bosni. Med tem, ko se je zbujal. In je bil to izjemno traumatičen dogodek za njega. Treba je vedeti, kaj se dogaja med zbujanjem. Pogosto mene pacienti vprašajo, katero zdravilo mi boste pa dali, da sem jaz na koncu zbudil. Ni zdravila. Seveda, ja. Mi samo preprosto nehamo dajati zdravila, zaradi katerih je pacient spal. In njihov učinek počasi izveni. Ampak rekel sem počasi. Kaj to pomeni? Kada bi štartali star računalnik. Najprej se bo osnovni sistem zagnal, se pravi, pacient bo spet pričel počasi samostojno dihati, bo telo ponovno samo prevzelo dihanje, normalizirala se bo srčna frekvenca, krvni tlak, potem se bo izničil ta učinek na mišice, ki ne bodo več relaksirane, potem pa temu osnovnemu zagonu sledi faza čustev. Pogosto sledi faza čustev in refleksov. Se pravi, takrat se pa zbudijo neka čustva, pacienti lahko tudi začnejo v končni fazi razlagati najbolj intimne stvari. Začnejo razlagati, recimo izražati ali pa govoriti neke izraze ljubezni do članov ekipe, ki so okrog njega. Recimo popolnoma dezinhibirano. Zakaj? Ker se še ni aktiviral razum, logika in kot temu pogosto rečemo, filtri za neumnosti. Te pa še niso se aktivirali, jih še zmeraj anestetiki zavirajo in pride na dan vse sorte stvari. A bi vi lahko tako vsej družbi tako naredili, da bi jim deaktivirali center za neumnost? Veste, kako lepše bi živeli? Ja, kot sem rekel, v bistvu je stvar zelo nepredvidljiva. Nekateri pacienti sanjajo, nekateri ne, nekateri se zbujajo mirno in odspijo, dokler niso popolnoma budni in popolnoma razumski, nekateri si že prej začnejo aktivirati se. Skratka, teh anekdot, teh zgodb je številno, ampak nam v bistvu nam kažejo samo na to, kako zelo nepredvidljivo je in kako zelo natančno titrirati je potrebno zdravila. Ampak pravim, to je faza zbujanja. Zakaj? Ker ste rekli, če bi to lahko izključili. Faza uspavanja
je veliko, veliko hitrejša in zaobide ta počasen postopek oziroma te faze, ki jih vidimo v fazi zbujanja. Ne? Ja. Pacienti imamo z anesteziologi res zelo zaupanja vreden odnos, moramo ga imeti. Vi ste torej zadnji, ki ga vidimo, preden zaspimo, zato je vaše delo še toliko bolj pomembno. Ne delate pa seveda samo, ne dajete pa samo anestezije, delate v intenzivnih oddelkih, na urgencah, oživljate v bolnišnicah in pomagate ljudem s hudimi bolečinami, eno tako široko področje. Vi ste v bistvu tisti, brez katerih se v medicini skoraj nič ne naredi. To že v bistvu naziv naše specializacije oziroma specialnosti že pove. Jaz sem v bistvu specialist anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine. Se pravi, zdaj se v glavnem govorila midva o področju anesteziologije. Ampak že tudi področje anesteziologije v tujini počasi zamenjuje izraz perioperativni zdravnik. Sploh ne več toliko anesteziolog kot perioperativni zdravnik, ker mi pacienta vidimo pred operacijo, že v ambulanti mesec, 2, 3 prej, ga pripravljamo na nek poseg in na anestezijo. Med anestezijo in tudi po anesteziji, ko skrbimo za bolečino, za to, da je čim manj zapletov, o katerih so danes že govorila. Ne? Potem pa seveda naša specialnost ali pa naš trening, ki ga imamo tekom 6 let specializacije, ne, preživimo tudi mi kar nekaj časa v enotah intenzivne terapije. Pomeni tam, kjer se zdravijo najtežje oboleli pacienti, mi skrbimo za ta tako rekoč bolj ali manj kirurški del. Se pravi, to so pacienti, ki so po operacijah ali pa najtežje poškodovani ali po transplantacijah organov. Se pravi, gre za te res nekako najtežje paciente, ki potrebujejo podporo večjim organskim sistemom v telesu. Recimo, to je tudi en tak spekter našega dela. Tisti, ki delajo pa v bolnicah, kot ni Klinični center Ljubljana, pa pogosto tretirajo tudi paciente v intenzivni terapiji, ki so kot posledica nekih nevroloških bolezni, posledica internističnih bolezni. Skratka, lahko je ta spekter dela še širši. In zato smo trenirani. Ravno tako velja za intenzivno terapijo otrok. Tudi to zajema nekako naše šolanje oziroma kroženje tekom specializacije. Potem sem rekel reanimatologi, pomeni oživljanje. Se pravi, k nam pripeljejo vse življenjsko ogrožene poškodovance, te so potem v primarni oskrbi anesteziologa v sodelovanju s kirurgom in pa oživljanje tudi po bolnišnici. Recimo, mi imamo 2 ekipi. Mi imamo ekipo za oživljanje, kadar že pride do nekega resnega stanja, ali tako imenovano medical emergency team, ki je pa za paciente, pri katerih se je stanje poslabšalo, pa še ni prišlo do najhujše faze. Se pravi, 2 ekipi, ki posredujeta kjerkoli znotraj kliničnega centra, kadar pride do tovrstnega dogodka. Potem je pa tisti del, ki ga pa mogoče v nazivu specialnosti naše ni, to je pa potem še zdravljenje bolečine, izjemno pomemben del našega dela. Tam se pa mi kot anesteziologi res pokažemo kot zdravniki, ker tam pa zdravimo bolečino. In pač s takimi in drugačnimi metodami v sodelovanju z drugimi specialnostmi. Prav, dobro delo vam želim, uspešno delo, vse dobro. A smem samo še eno stvar za zaključek še dodati? Mogoče, jaz bi si želel, da bi pacienti prišli do nas seznanjeni z našim delom, seznanjeni, da je anestezija ena najbolj varnih zadev, natančno nadzorovanih zadev, da bo z njimi skozi cel postopek ekipa, anesteziološka ekipa, pomeni zdravnik in sestra, ki bo dejansko od začetka do konca posega bdela nad njihovimi utripi in dihi. Ekipa, ki je zelo dobro pripravljena, šolana in ekipa, ki ima za sabo tudi številne algoritme. Se pravi, bom rekel, tudi mi imamo natančno opisane postopke za vse stvari, ki jih počnemo. In da bi si, recimo, dostopnost do informacije zdaj izjemno dobra. Imamo pa tudi veliko slovenskih izjemno dobrih virov, ki jih pišemo anesteziologi. Eno od teh je spletna stran našega združenja, Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino, to je szaim.org, je naša spletna stran, kjer lahko pacienti dobijo ogromno informacij, preden pridejo do nas, in verjetno bo pol tudi njihov strah manjši.
Hvala lepa, da bodo vedeli, da bodo v varnih rokah. Tako, natanko tako. Hvala tudi vam za pozornost, pazite na svoje zdravje in nasvidenje.